Najla sem še 3 stvari, ki sem jih pozabila doma. Še ena lekcija, ne? Dobro jutro. Ura je 5 zjutraj. Ne vem, če vidiš. Evo ga, 5 zjutraj. Jaz sem že nekaj časa na poti. Zdajle se peljem... Kam pa greš avto? Malo sem na klancu parkirala. Zdajle se peljem proti San Diegu oziroma Encinitas, kjer imam tek. Skratka, stvar je taka, da nisem spala celo noč. Imela sem ful naporen teden, v res najboljšem smislu. Ogromno se je zgodilo prejšnji teden oziroma ta teden. Bila sem ful utrujena, cel dan včeraj, ampak pol ponoči pa ni šlo spat, zato ker sem skozi samo razmišljala, ob 4 moram iti od doma. Kaj če prespim, imela sem budilko naštimano na 3:50 in celo noč nisem mogla spati, ker sem se bala, da bom prespala budilko. In okrog 2 zjutraj sem nekako obupala in sem vstala. Sem se odločila tudi, da bom prešaltala iz mali maraton na 10. Realno ne vem, če lahko zdajle odlaufam 21 kilometrov, lahko bi, po moje, ampak ne vem, kaj bi pol od mene ostalo, ne, in kakšno kampiranje bi pol to bilo, pa rada bi šla še, ne vem, kaj drugih stvari pogledati v naravi. Malo sem razočarana in malo sem žalostna, brez veze se siliti. Teh tekov bo še ogromno. Ja, včasih pač pridejo taki dnevi, da tudi ko greš nekam, pa se veseliš tega ful časa. To je moje prvo kampiranje letos in res sem se ful veselila in odštevala dneve. In včasih se tako zgodi, da tudi ko greš delat stvari, ko so ti všeč, ne, ni vse tako, kakor si zastavil. In je treba to samo pač vzeti v zakup, da ne moreš kontrolirati življenja, kakorkoli hočeš, ga ne moreš. Na koncu koncev nimamo neke kontrole nad stvarmi, ki se zgodijo. Lahko se kontrolo imamo samo nad tem, kako se mi odzovemo, pa kako pol stvari vidimo, ne. In kakorkoli sem bila zdajle pol ure slabe volje, sem si rekla, ne, pač itak grem se fino imeti, tega sem se ful veselila, še vedno grem kampirat. Sončni vzhod bo kmalu, čez uro pa pol. Moram biti nekaj bedna. Pa se sekirati, ker na koncu koncev nima res nobene veze. Svet se ne bo podrl. In to je to. Zdaj pa gremo dalje. Okej. Volja do življenja se mi je vrnila. Takole. Jaz sem toliko srečna, da imam tek. Po 5 kilometrih sem res že čisto druga oseba bila in zdaj sem tudi tako. Zdaj sem spet jaz. Tako da jaz res toliko sem vesela, da imam tek, da sem našla nekaj takega, ki mi toliko dobro učinkuje na res najslabše dneve. Malo sem žalostna, da nisem mogla mali maraton odlaufati, ampak že 10 je bila tako, na koncu je že bilo kar težko, no. Zmanjkovalo mi je energije, tako da vem, da 21 kilometrov bi šlo nekako, ampak pol je konec za danes, ne. Pol samo še ležati pa nič početi, ne, ampak glede na to, da sem se vozila 2 uri do sem, mi ni do tega, da bi zdaj preležala cel dan, ne. Jaz bi rada šla početi stvari. Ful simpatičen tek, dobro vzdušje, vesela sem, da sem šla, ful sem boljše volje. Do zdaj me tek še nikoli ni razočaral. Nikoli do zdaj še nisem obžalovala teka, sem pa velikokrat obžalovala, če nisem šla nekaj časa laufat. Tako da zdaj pa se moram preobleči, pol pa nekam po zajtrk, ker tako tudi hrane nisem spakirala. Jaz sem toliko bila čisto v nekem čudnem svetu danes zjutraj, ko sem se odpravljala. Tako nič nisem hrane vzela s sabo, razen arašidovo maslo. Pa eno jabolko. Ne vem, kaj sem razmišljala. Ja, to je to, ne, ko ne spiš. Tako da ful stvari sem doma pozabila, sem ugotovila. Svašta, res. V glavnem, nekam po hrano, pa počasi do kempa. Zdaj grem pa prvič na drive-thru bankomat, zato ker ne najdem nobenega bankomata tukaj okoli in banke so zaprte.
Noro, res. Jaz sem tako res milijon stvari doma pozabila in hvala Bogu, da imam jaz vedno v avtu za vsak slučaj stvari. Tada! Ful je bil napor tole mesto dobiti. Še ena lekcija, ne. Navajena sem kampiranja v Evropi, da lahko ti kar prideš, ne, in si izbereš mesto. Tule kakšni kempi so tudi tako, ne, da pač prideš pa tisti, ki prej pride, prej melje, ne. Ampak tale je pa, da moraš imeti nujno rezervacijo. In problem je bil v tem, da jaz nisem mogla rezervirati na netu, že več nisem probala. Nekako mi nobene kartice mi ni mogla potegniti in sem mogla poklicati. Ja, in meni je najboljša ta vrsta, ker v tem kempu sem že bila enkrat. To mesto mi ni najbolj všeč. Direkt pri WC-ju sem, nasproti WC-ja. Kemp mesta tukaj so mesece vnaprej rezervirana za čez vikend. In kar nekateri ljudje naredijo, kljub temu, da moraš vnaprej plačati, je, da rezervirajo samo zato, da imajo rezerviran. In kljub temu, da je pisalo na zemljevidu, da je tole vse zaseden, cela vrsta, niti enega ni v tej vrsti. Ne moreš pa bukirati, ne. Sicer zdaj imajo novo, od lani imajo novo pravila, da če se ti ne prikažeš v 24 urah od tega, ko si bukiral, da ti bojo zaračunali ali nekaj takega. V glavnem mogli so neke nove pravila dati ven, zato ker pač ljudje enostavno bukirajo, pa ne pridejo, ne. Ampak za vsak slučaj, če se jim bo dalo, ne vem, kar nekaj. V glavnem, in samo ta 77 je bila še fraj v tej liniji. Ko pokličeš številko, ti najprej da celo litanijo, da je zdaj novo so pravila glede skenclavanja pa no-show policy, ne. Potem ti pove, ali veš, da lahko ti bukiraš na spletu. Na spletu lahko narediš, pa ti našteje vse, kar lahko na spletu narediš. Pa klikneš še enkrat številko. Če bi še vseeno rad govoril pač z agentom, klikni 2, ne. Klikneš 2. Ali veš, da lahko vse te stvari narediš na spletu in ti še enkrat našteje, kaj vse lahko. In jo moraš poslušati do konca, ker tudi če pritiskaš številko, nič ne pomaga. In rabiš nekje 10 minut, da sploh prideš do osebe, ne. Cel ta proces, jaz sem prišla okoli 12:25, ura je 1:37. Zdaj to rundo bom šla okrog in bom si prav označila, katera mesta so najbolj ugodna in katera definitivno nočem vzeti. Ampak tukaj smo, vesela sem, važno, da kampiramo. Tako, zdaj pa tuš. Za kosilo čili, mango, solato in pa piškotek sreče. Piškotek prihodnosti, ne vem. Semena, ko hrana za ptiče, mango, pa preliv, da stresemo vse. Mango. Jam. No, pa si poglejmo, kaj sreča pravi. Joyfulness will prolong your days. Tole osebno je meni največja droga. Posušen mango. Mater, to ima toliko cukra.
Kar pomeni, da 100 gramov sladkorja pojem jaz, če to pojem vse v enem šusu. To pa ni dobro. Našla sem še 3 stvari, ki sem jih pozabila doma. Med drugim prenosni polnilec, ta velik. Tako da zdaj filam telefon s napol ugasnjenim avtom. Kopalke sem pozabila. Res, svašta. To rundo mi ne gre glih najboljše. Ampak vej, super se imam. Imam mango. Vreme je božansko. Srečna ka burek. Pa gremo na en tak večerni sprehod. Sicer se mi nič ne da, ker me noge bolijo. Ampak ta potka do morja je super. Zato sem tu, da vidim malo naravo. Poglej si vse to. Malo sem se ulegla v šatoru, pa tako sam poslušala veter, pa ptičke. Top shit. In zdaj grem na sprehod. Vračam se nazaj. Ne moram verjeti, koliko je zeleno tukaj. Najbolj carski večer na plaži. Načrtno nisem nič prinesla s sabo, kakšne knjige ali pa karkoli, ker sem samo hotela izklopiti možgane, samo poslušati valove. Sem kakšno uro pa pol sedela, samo strmela v ocean, poslušala valove, gledala surferje, opazovala ptiče. Kaj je sedelo? Ful je sedelo. Tako kar... Čisto sem tako preluftana, notranje. Zrelaksirana, pomirjena. Ma ni da ni. Res. Včasih pa še nič početi, pa sam opazovati svet okoli tebe. Za večerjo imamo solato številka 2.
Dobro jutro, mrzlo je, 8 stopinj je zunaj. Konec koncev je marc. Po moje lahko slišiš promet, ne? Zato, ker je ful gromozanska 8 ali 12 pasovnica, glih tam. In ta avtocesta ima vedno promet, ker je povezana z res ključnimi deli Kalifornije. V glavnem sem mogla s čapki spat. Sem se spomnila, da nazadnje, ko sem tukaj kampirala, sem spala v avtu. In zato nisem slišala prometa. Zdaj je ura malo čez 6:30. Bom šla si kavo narediti. Zdaj se počasi bojo barve začele spremenjati, da bojo lepe. Tako da bom ujela to zlato uro, pa sončni vzhod. Kampiranje, Jaz imam naenkrat eno tako močno željo po tem, da bi barvala danes. Stvar je taka, da se moram nekam zapeljati, zato ker moram nafilati telefon pa kamero. Ker seveda nisem prenosnega polnilca tistega, ta velikega vzela s sabo. Niti skodelice za kavo nisem vzela s sabo. Še dobro, da jo imam od včeraj. Pa sčistiti moram ptičji kakec dol iz šatorja. To je ta life. A hej, ptiček. Ful je vlage v zraku, tako da sproti med tem, ko pišem, se mi tako dnevnik, strani od dnevnika vlažijo. Poglej si ti 82. Poglej ti to. Oh my god, ja. Kle bi lahko bil šotor, bi se zbudila v tole. Nikoli niso prišli. Prazno, bi kao mogli priti včeraj. Ponedeljek, ura je 7 zjutraj, nekateri se peljejo v službo. Jaz se pa peljem po barvanko, po barvice iz kempa. Šla sem v Walmart, ki je tako, ne vem, ala supermarket, Interspar, karkoli, ne. In sem si kupila kruh, ciabato, da si bom naredila sendvič. In hodim okrog, iščem humus, iščem solato, iščem kumare, iščem paradajz. Hodim okoli in pol vprašam prodajalko, joj, ne najdem zelenjave, pa teh svežih stvari. In ona, ne prodajamo mi zelenjave na tej lokaciji. Prvič v življenju sem prišla v supermarket s hrano in ne prodajo sveže hrane. Lahko pa najdeš vse ostalo, sir, jogurt, mleko, kavo, nudle, ma čisto vse, samo ne sveže zelenjave pa sadja. Pa humusa nisem najdla. To so praktično vse sestavine, ki jih rabim za svoj sendvič. Tako da, druga lokacija, nekje. Sem pa najdla stvari, najdla to. Pa tole. Evo. Meni je to bizarno,
da v Ameriki, recimo pozabila sem, da sem v prestižnem predelu šla v trgovino in da so lahko identične stvari veliko dražje v takih predelih. Tisto, kot da bi v Ljubljani v centru bilo dražje kot v Črnučah. V glavnem za to, eno kumaro, en paradajz in malo solate sem dala $18. Dejansko sem se včlanila v to trgovino, kljub temu, da verjetno nikoli ne bom več tam kupovala, samo zato, da prišparam $1. Jaz sem se skoraj ustrelila, ko sem gotovila, da je tole humus $7. V Aldi, ki je Hofer, je takle humus 3 ali 4. Tale paradižnik me je stal $2,50. Ta kumara je bila $1, hvala Bogu. Mislim, ampak dobro, vsaj hrano imam zdaj. Najbolj se veselim teh ciabat. Mislim, da to lahko imam pol tudi, vem, da bom imela lahko pol tudi za kosilo in mogoče celo večerjo, tako da še vsem cenej, kakor če bi šla si nekaj iskat ven, ampak Bog mi pomagi, ej. Kakšna razlika v ceni, divje. Ne razumem. To je edini nož, ki ga imam, tako da vso srečo meni. No, pa se gre. Ne smej se mi. Dobro, samo ta paradajz je ogromen, pa sočen, tako da. Lej. O ja, Na zelo tenko treba namazati, da ga prešparam še za pol, ker ne grem še enkrat v trgovino. To je to. Od tega bom mogla do jutri preživeti. Ok, humus je res dober. Ne bom lagala. Tole je pa salamca brez mesa. Ne kupim jo velikokrat, zato ker je to bolj samo tako za posebne priložnosti, ampak se bom razjokala. Saljami. Tada! O ja. Ok, top shit. Med drugim sem si kupila tudi tak mali zveščič, zato ker vedno shranjujem račune od stvari, ki jih pač doživim, pa recimo zdaj pred kratkim sem šla na tole, ne. In vedno si rečem, bom jaz to nalepila nekam in pol nikoli ne nalepim. In zdaj sem se odločila, da bo tak mali zveščič, si jih bom zdaj kupovala, ker so ful prenosni, tako da jih lahko pač kamorkoli s sabo vzamem, pa tanki so, tako da pol, ko jih nafilaš, niso pač predebeli prebuhlastine. In sem razmišljala, mogoče lahko kaj narišem spredaj, ker je tak fajn material. In sem si kupila tudi selotejp, da začnem lepati vse te stvari. In to je to, kar bom zdaj trenutno naredila. Kakor dnevnik, ampak vizualni dnevnik. In potem bom tudi barvala. Ta mi je bila všeč zato, ker imam prazno stran za vsako to sliko, zato ker sem mislila, da lahko mogoče pol tudi jo še narišem, ne? Recimo, kje sem in te fore. Vesela, ful. Ok, jaz bi rada tukaj poudarila, da jaz nikoli ne rišem. V bistvu niti ne vem, kva me je danes prijel, da sem se odločila, da bi pa jaz rada risala. Poleg vseh teh fotk, ki jih naredim jaz, sem dobila idejo, kaj pa če bi jaz tudi narisala te stvari, ki jih vidim, kakor nek spomin, a veš. Pač ja, si risba sama je tako kar neki, ker res jaz ne znam risati. Pač, jaz sem boljša z besedami. Ampak vidi se pa, da je šotor, pa da so drevesa zadaj, pa grmovja in lahko pač spodaj pol napišem, ne, kje sem kampirala, pa kdaj. Se mi zdi, da to veliko bolj trajen spomin pol, ker vedno kakorkoli si rečem, da bom sprintala fotke,
Rekla, ja. Prijeten dan. Pijem kavo in zunaj barvam in rišem. Opažam nove praske na avtu. Ljudje. Ne morem niti na eno parkirišče v trgovinah, brez da bi ne bi nekdo ruknil avto. Boga revica. Jo bom zaflikala nečpet. Oh, no. Ne. Še dobro, da sem imela zaprt tole. Meni tako divje, kako se jaz hitro udomačim. Včeraj sem bila cela, ne vem, pa ta plac mi ni všeč, pa Zdaj sem kar tako, čist domača tule. Vsakič, ko se nekdo mimo pelje, sem tako, ja, valjda na svojem dvorišču sem, barvam, rišem, se preoblačim, pijem vodo, pijem kavo, pa kaj pa, saj to je moje dvorišče. Tu je moja miza, dokler sem tukaj. Tam je moja hiša, dokler sem tukaj. Mislim, da je ta moja miza je tako res najbolj ob cesti. Najbolj je tako nezaseben plac. Sem bila tako ponosna nase, da sem vzela polšter tokrat. In pa brisačo. Jaz kadarkoli grem kampirat, pozabim to dvoje. Enkrat sem se obrisala s temi rola papirji. Tako je to. In zdaj sem bila ful vesela, da sem vzela to dvoje. Sem si rekla, wow, lej me. Vzela sem polšter pa brisačo. Ja. Pa pri tem se je pa tudi končalo. Razlog, zakaj imam ful rada kampiranje, je zato, ker to je tako ena izmed redkih aktivnosti, ko pač tako res si pustim, da delam, kar mi paše. Včasih, ko grem kampirat, ja, grem na pohode, pa imam ful tako pestro dogajanje, pa ful stvari rada počnem, pa ne vem, grem supat, pa plavat, pa ne vem, kaj še vse, badminton, frisbee, če sem z ljudmi, ne. Ampak kdaj pa grem kampirat, pa ne delam čisto nič. In sploh nimam krivde, če nečesa ne počnem. Ful dolgo sem rabila, da sem prišla do točke, ko si pustim tako pač nič početi. Nič nimam na spisku, dobesedno zadnjo uro ležim tukaj, poslušam ptičke, gledam, kako se drevesa premikajo. In samo, ne vem, niti ne razmišljam o stvareh. Je v bistvu, ko meditacija je. Evo, to je to. Meditacija je. Jaz sem toliko sproščena trenutno, lahko bi komot zaspala. Pa če bom zaspala, pa kaj pol. Res nikamor ne rabim iti. Več ali manj imam ful slab signal. Tako da tudi, če bi imela kakršnokoli voljo po tem, da grem na kakšno socialno omrežje, ne bi mogla iti.
Evo, danes je zadnji dan tukaj. Ena slabost tega, da se povsod udomačim, je pa to, da potem vsakič, ko grem, sem malo žalostna. Ampak na tak lep način se mi zdi, da tako vsakič pustim en del srca. Včeraj sem res tako ujela najlepši sončni zahod. Tako je bilo fajn. Ja. In zdaj počasi pospraviti. Ti momenti so vedno tako malo čudni, ker pač moram nazaj domov v realnost, ampak glih zaradi tega so tako bolj posebni pol. In kakor se je začel ta izlet, tako res čudno, pa malo zoprno, pa malo sem bila slabe volje, se je tako hitro vse zasukalo in popravilo. Res sem vesela, da sem na koncu šla, da sem naredila, kar sem lahko iz te dogodivščine, in je spet še ena taka, ki se jo bom z veseljem spominjala. In vedno več imam teh lepih spominov iz kampiranja ali pa solo potovanja ali pa tudi potovanja z drugimi. Ko na koncu pač pogledaš svoje življenje pa ugotoviš, pismo sej ni tako švah biti živ. Ni tako švah. Vroče je danes. Danes bo 28 stopinj tukaj, vročinski val je napovedan za Los Angeles. Vsakič, ko delam vlog, se mi zdi, da je drugačna vremenska kriza, ampak ja, prav imamo vročinski val napovedan. Mislim, da bo nekaj 33 stopinj. Opozarjajo že več dni na to, da menda rekordni sredi marca, tako da definitivno se bom kuhala. In ja, gremo domov.